Drug najpogostejši način poskusa kraje v spletni trgovini. Kupec naroči na primer prenosni računalnik z dostavo na naslov v Mariboru in potem čaka. Ko mu pošljemo sporočilo, recimo v torek, da bo prenosnik v sredo oddan pošti za dostavo, se potem ta kupec ali nekdo drug v njegovem imenu naslednji dan zjutraj oglasi pri nas: "Joj, veste, slučajno sem v Ljubljani, pride na osebni prevzem, bom kar sam prevzel." In prenosnik odnese. Če kupca recimo ne bi identificirali, je to uspešna kraja. In potem bi čez nekaj dni dobili pritožbo, da prenosnika na naslov v Maribor ni prejel, in seveda, ker ne bi imeli dokaza, da smo ga dali njemu, bi morali poslati še en prenosnik. Tudi v tem primeru sicer vemo zelo točno, kdo so ljudje, in imamo pravzaprav neko črno listo takih, ki to poskušajo, vendar pa je ukrepanje praktično nemogoče.